Ja, on je imel veliko žensk, ne, veliko žensk in tudi bil je večkrat poročen, ne. On je bil prvič poročen v Sovjetski zvezi, z neko mlado, s to je z njo je imel tudi starejšega sina, ne, Žarka, Broza. Ampak ta zveza je razpadla, ko je šel iz Sovjetske zveze, ne. To je bila zelo mlada punca, stara 15, 16 let, nekaj takega, ne. Potem je bila, njegova žena in jaz bi rekel tudi ljubezen njegovega življenja Herta Haas, Slovenka židovskega rodu iz Maribora. Vendar je med vojno, Herta Haas je bila zaprta, so jo sicer potem rešili, da so jo zamenjali, ampak on je med vojno potem imel eno drugo žensko, ki se je imenovala Davorjanka Paunovič, ne, ki je potem po vojni umrla tukaj na Golniku zaradi, pljučne bolezni, ne. To je bila ena mlada njegova, recimo sodelavka, tajnica, kakorkoli bi rekli, ne. Se pravi, je Herto Haas prevaral, ne. Ampak on je po vojni hotel, da se vrne k njemu, ne. On je hotel sploh potem, ko je, ko se je Jugoslavija odprla v svet, to je bilo v začetku 50. let, ko je on tudi postal predsednik, ker prej ni bil predsednik, prej je bil predsednik vlade, ne, so rabili, da tako rečem, prvo damo, ne. In on je hotel imeti Herto, pa je Herta rekla, da ne. Je rekla: "Prevaral si me, najina zgodba je končana," čeprav ga je tudi ona imela rada, ne. No, in, rekli ste, če je bil on, kot se reče, zlopamtilo, ne. Ona je on je njej rekel: "Ti si zlopamtilo, ne. Zakaj nočeš?" Tako da potem, ne, je bila pa ta, Jovanka Broz, ne, ki se je pisala Milosavljević prej, to je bila ena njegova mlada negovalka, ne. Ona je skrbela za njega, ko je pač zbolel in imel neko operacijo in tako naprej, ne, in z njo se je potem zelo na hitro poročil, ne. V času, ko je protokol, da tako rečem, rabil, ne, neko prvo damo, ja. No, kljub temu je imela vpliv nanj, ste prej omenili. Ja, ona je v začetnem obdobju ne. Ne, ker tudi Tito se ni dal, ne. Tito je sicer poslušal mnenja, ampak odločil se je on, ne. Vedno, recimo, dokler je lahko, ne. Potem, ko je pa, ne, ker morate računati, ne, to je bil človek, ki je bil tam že v 70. letih, je bil že čez 80 let star, ne. Ko je začela ta njegova biološka moč, pešati, ne, in ko pač ni imel več tega pregleda in pronicljivosti, je pa skušala ona nad njim, imeti vtis, ampak, torej vpliv, ne, in nekako voditi politiko, ampak ni bila edina, ne, več ljudi okrog njega je to skušalo. Tako da onadva sta šla v bistvu narazen, ne. Sta se, nista se ločila uradno, ne, ampak sta šla narazen. Vzrok je bil, ni bil vzrok samo to, da je ona skušala vplivati na njega, ampak on je imel dve sestri maserki, ne, za katere je Jovanka nekako slutila, da ima z eno od teh, da ima nekaj z njima, ne, in to je bil tudi eden od razlogov. Torej, Tito je bil, bi lahko rekli, ženskar, ne, sploh v mladih letih, ne, ali pa, no, recimo nekje do zrelih let, ne. Potem seveda, so ga tudi državniške funkcije omejevale in tako naprej, ampak imel je tudi sicer nekaj simpatij, ne, tukaj in drugje bi človek rekel, ne, zdaj kako, do kam so te stvari šle, je težko soditi, ne. Recimo šlo je za eno operno pevko, tudi Slovenko, Zimko Kunc, ne, in še kakšna bi se pravzaprav našla, ne. Prebrala sem, da je Tito bojda nekoč izjavil,
da se sodniki ne smejo držati zakonov kot pijanec plota. A je to res, oziroma a je kaj na tem? Ker Na te izjave se ne spomnim, ampak sodni aparat je bil gotovo podrejen politiki v Jugoslaviji. Ne. To ni bil neodvisni sodni aparat. Ne. Do kakšne mere in v kakšnih primerih, to je zdaj seveda težko soditi, bi bilo treba videti od primera do primera, ne. Ampak gotovo, ne, je bil v službi sistema, da tako rečemo, ne, in je sledil tem smernicam. Ne, ker treba je razumeti, ta država ni imela ločenosti oblasti. Ne. Imela je sicer svojo skupščino, ne, imela je svojo izvršno oblast, imela je svojo sodno oblast. In Slovenija je bila tudi edina socialistična država, ki je imela, Jugoslavija in znotraj Slovenije, ki je imela svoje ustavno sodišče. Ne, ker vzhodnoevropske države ustavnih sodišč niso poznala. Ne. Tako da formalno bi lahko rekli, da gre za ločenost oblasti, ampak dejansko pa ne. Dejansko je pa državo vodila Zveza komunistov ali prej Komunistična partija Jugoslavije, ne, in njeni organi. In od tam so prihajali ljudje potem na vodilne pozicije v državnem aparatu. In za sodišča je bila, včasih se je uporabljal izraz, potrebna moralno-politična neoporečnost. Ne. Torej so bili določeni poklici, kjer tam niso bili tako natančni, ne. Pri takih, ki so zadevali, ne, občutljive zadeve, ne, v percepciji politike pa ja. kot denimo kaj, sodniki, učitelji? Sodniki, učitelji, tako, ja, taki poklici, ja, politiki seveda. V gospodarstvu je bilo recimo tega manj, ne. V gospodarstvu so bili bolj pragmatični, ste imeli tudi direktorje, ki niso bili člani Zveze komunistov in tako naprej, ne. Ampak drugače je pa seveda to bil, lahko bi rekli, skorajda pogoj, ne, za neko poklicno kariero. In to je tudi ustvarilo pravzaprav v vseh poklicih, ne, en močan sloj karieristov, ne. Ker so se ljudje temu prilagodili in so postali člani Zveze komunistov zaradi tega. Ne. Tako da je ta komunistična partija, ki je imela še nek revolucionarni zagon, ne, je torej to izgubila. Ne. Je postala že v 60-ih, sploh pa v 70-ih letih, to ni bila stranka delavskega razreda, ampak je bila stranka teh srednjih oportunistov, malomeščanskih, kot so rekli, slojev in podobno, ne. No, ampak nekaj je pa kljub temu treba reči, kar bi bilo morda zanimivo za današnje čase, ne. Ko govorimo o morali, ne, o partijski morali in morali sicer, je bila ta zelo močna, ne. Mi danes teh zavor nimamo več. Morala v kakšnem smislu? Ja, morala, da se je vedelo, če opravljaš neko funkcijo, moraš biti torej čist, ne. Tudi za vse službe je bilo potrebno dokazilo o nekaznovanosti, ne. Ampak tudi sicer, ne, od politikov, od sodnikov, od diplomatov, od učiteljev in tako naprej se je pričakovalo, da so torej ljudje, ki se držijo nekih moralnih načel, ne. Se pravi, ki niso... Moralna načela v smislu ne kradi ali tudi ne Tako je. prežužtvuj? Ne prežužtvuj se je spremenilo, ja. V začetku je bila partijska morala tudi zelo, bi rekel, v tem smislu, ne, puristična, ne. Veste, komunisti so, kar zadeva moralo, sploh v teh zgodnjih, Tito je bil izjema, ne. In
In zato to so mu malo tudi njegovi tovariši zamerili, ne, od nas pričakuješ nek asketizem in tako naprej, ne, ti pa pač to počneš, ne. Ta del se je potem izgubil, ne, skozi leta, ne, bi rekel, ampak v začetku je pa ta partijska morala tudi v tem, recimo, seksualnem smislu bila zelo močna, ne. V bistvu so na neki način komunisti pri nekaterih stvareh antipod katoličanom, bi lahko rekel tukaj, ne, tako da socialistična družba je bila ena mešanica konzervativnosti in modernizma, ne, niso bili to enoznačni procesi, ne. No, ampak če se vrnem k temu vprašanju morale, torej vedelo se je, da ti v politiki ne smeš, ne, nekaj goljufati, da ne smeš biti koruptiven. Država je sicer funkcionirala na korupciji, ampak to je bila drobna korupcija, ne. To ni bilo tako, kot je danes, ne. To je bilo pač, da so bile te modre kuverte pri zdravnikih, pri tem, onem, drugem, tretjem, čeprav je sicer zdravstveni sistem funkcioniral, ne. Ampak da bi pa zdaj se zapletli, da politike v neke ali gospodarstveniki v neke velike malverzacije, to pa ni bilo dovoljeno, ne. Take politike so odstranili in gospodarstvenike tudi, ampak tu sodišča niso imela kakšne vloge, ne. So to naredili potihem, ne.